Najnovejše o razburjenju in posledicah zaradi očitnih pravnih prizadevanj župana New Yorka, da bi Benjamina Netanjahuja aretirali ob prihodu v ZDA septembra. Torej, koraki Irana Mamdanija so naleteli na jasno oviro, saj je predsednik Donald Trump pojasnil, da izraelski premier ne bo aretiran na noben način, medtem ko bo v Združenih državah. Zdaj mnogi kritizirajo Mamdanija zaradi njegovega političnega trika, potem ko je v zadnjih dneh dejal, da se pogovarja z njihovo pravno službo. Očitno zaradi naloga za aretacijo Mednarodnega kazenskega sodišča, izdanega proti premierju zaradi izraelskih dejanj v Gazi. Pričakuje se, da bo Netanjahu spregovoril na generalni skupščini ZN čez 2 meseca. Urad izraelskega premierja ostro kritizira poteze župana, prav tako je Mednarodno kazensko sodišče označil za kvazi sodišče, ki nima pristojnosti nad Američani ali Izraelci. Za več odzivov z veseljem pozdravljamo Danija Danona, izraelskega veleposlanika pri Združenih narodih, ki se nam zdaj pridružuje iz New Yorka. Gospod veleposlanik, najlepša hvala za vaš čas. Torej, politični trik ali politična predstava? Kaj menite o prizadevanjih Zorana Mamdanija, da bi aretirali Benjamina Netanjahuja? ZDA sploh niso članice Mednarodnega kazenskega sodišča. Župan pa preprosto nima pooblastil za aretacijo ali izdajo takšnega naloga. Vsaj jasno je, da očitno obstaja problem. Kakšno je vaše mnenje? To je vsekakor politična poteza, veste, neutemeljena izjava. Vsi to vedo. Tudi Mamdani sam ve, da nima pristojnosti. ZDA niso del Mednarodnega kazenskega sodišča. Ni nobenega naloga za aretacijo, ki bi bil veljaven v ZDA. Poleg tega obstaja dogovor med OZN in ZDA, ki voditeljem omogoča, da pridejo govoriti v ZN. Lahko vam dam dolg seznam voditeljev, tudi diktatorjev, ki so prišli in jih primerjajo z predsednikom vlade. Mahmud Ahmadinejad je prišel govoriti v OZN, Muammar Gaddafi, Yasser Arafat, torej to je predstava. Maja Mamdani je imel svoje težave, nažalost ne more izpolniti obljub svoje kampanje, tako da namesto, da bi se ukvarjal z brezplačnimi avtobusi, brezplačno nastanitvijo in dostopnimi stanovanji, krivi Izrael, napada Izrael. In če bi morali koga aretirati, je to Majo Mamdani sam. Veš, on spodbuja sovraštvo. On hujska proti judovskim organizacijam, jih imenuje temne sile. Pošasti pravzaprav hvali Hamasove teroriste, ki so sodelovali 7. oktobra. In šele prejšnji teden je poslal svojega komisarja, da se sreča z iranskim veleposlanikom pri ZN. Šele v zadnjem trenutku je ameriško zunanje ministrstvo to srečanje odpovedal. Zato mislim, da bi se morali osredotočiti na naloge, ki jih imate kot župan, in prepustiti zunanjo politiko ljudem v Washingtonu, ki se ukvarjajo z nami. Gospa veleposlanica, ko natančneje pogledamo podporo, ki jo je tej zadevi izkazal predsednik Donald Trump osebno, na družbenih omrežjih je objavil, da se Benjamin Netanjahu bori proti Islamski republiki Iran, ki je pred kratkim ubila 52.000 nedolžnih protestnikov. To so besede predsednika ZDA. In nadaljuje, da je zadnjih 47 let ubijal ameriške vojake in druge, seveda govori o iranskem režimu. Zakaj Zoran Mamdani ne kritizira svetovnih voditeljev in tistih, ki so osredotočeni na teroristične napade po svetu? Namesto tega usmerja pozornost posebej na Izrael in predsednika vlade. No, vprašati ga morate, zakaj to počne. Žal so nekateri mislili, da bo po izvolitvi opustil sovražni govor, ki ga uporablja, vendar temu ni tako. S tem nadaljuje. In kot sem že prej rekel, dejansko sodeluje z nasprotniki Združenih držav Amerike. Veste, ne pričakujem, da bo zastopal Izrael. Ne želimo ga. Ne potrebujemo ga, da bi zastopal Izrael. Ampak dejansko sodeluje z sovražniki ameriškega ljudstva. In mislim, da je veliko Američanov razburjenih, ko vidijo, da župan New Yorka stopa na stran Irancev in napada demokracijo, ki ščiti iste vrednote, ki jih delimo z ameriškim narodom. To je sramotno. Ampak vem, da je to le predstava. Ne bo imelo nobenega učinka. Včeraj sem govoril na generalni skupščini
In sem povedal svojim kolegom, Imam novico za vas. predsednik vlade Netanjahu bo septembra prišel sem v to stavbo. Tukaj bo govoril za tem govorniškim pultom in branil bo državo Izrael, ne glede na to, kaj župan govori. To je morda res, gospod veleposlanik, ampak takšen je vaš občutek, kako škodljivi so ti medijski triki, lažne obtožbe ali ne. Naslovi se osredotočajo na Izrael in ne na vprašanja znotraj New Yorka ali, če smo natančni, tudi globalno, ne? No, to je zelo škodljivo. Veste, mene ne skrbi za predsednika vlade. Veste, mi smo močni, poznamo zakon, ampak jaz razmišljam o Judih, ki živijo v ZDA, ki živijo v New Yorku in vidijo župana, ki, veste, spodbuja sovraštvo. Veste, antisemitizem je v porastu. Namesto, da bi se s tem ukvarjali, on sodeluje z zlobnimi silami, ki širijo sovraštvo. To je problem. Veste, splošni občutek je, da se vodstvo ne osredotoča na to, kar bi moralo početi. Torej, zagotavljati varnost prebivalcem New Yorka. Vsekakor bomo spremljali, to je res zaskrbljujoča situacija. Cenimo vaš čas, vaš odziv in vpogled. Veleposlanik Danny Tanan v živo iz New Yorka. Hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown. Najlepša hvala.